Jaz sem Aleš, novinar Radia Slovenija. Našel sem tale vaš tabor, ki ste se ga vi udeležili in sem vas prišel majhen pogledat. Majhen bomo pa posneli, kaj vi tukaj počnete. Se pravi, verjetno je zelo zanimivo, veliko stvari ste že izvedeli, veliko stvari boste še v tem tednu izvedeli. Jaz bom pa malo posnel o tem. Majhen mi boste povedali od tega, kako se naredi ogenj, kje spite, kako spite, potem majhen o prehrani, tlele vidimo že, da pomagate kuhati pasulj. Tako da, en tak pregled tega, kaj počnete tukaj, bomo naredili nič težkega. Potem, ko posnamemo, ko pridemo nazaj v pisarno, se tole priklopi na računalnik, potem imamo pa poseben program, v katerem montiramo zvok, da vi potem na koncu slišite prek radijskega sprejemnika tisti prispevek, ki smo ga se odločali pripraviti. Ko bo nastala tudi tale oddaja, ki jo bomo mi danes posneli, boste videli, vsebin bo zelo veliko, izluščil iz tega. Povej. Kdaj pa lahko vidim to? To boš lahko slišal, tega ne boš mogel videti. To soboto na prvem programu Radia Slovenija 8 pa 5 minut zjutraj se bo začelo. To bo enourna oddajca, vmes je veliko muzike, pa še prvega šotora. Kdo spi tukaj? Ja, meni je mrzlo po noči in se ful premikam. Se pravi, ampak tukaj imate tele spalne vreče, tako da se potem še dodatno nekako stisneš vanjo ali kako premagaš ta mraz? Ja, stisnem za vanjo. Kako pa skrbite za čistočo? Vidim, da je precej urejeno. Ja, pač danes smo pucali, ampak nam je uspela samo 3. Trojka od koliko? Od 5? 3. 3? Se pravi, kaj pa vse ocenjujejo tukaj inštruktorji? Pač koliko je umazan, pač pod blazinami, pač postlano pa pospravljeno. In se pravi, zjutraj, ko se zbudite, kako poskrbite, da je šotor videti tako zelo lepo, kot je zdajle. Poslušalke in poslušalci tega sicer ne morejo videti, lahko jaz zagotovim, da je lepo. Kako čistite, kako skrbite, da je šotor tako lep? Ja, počistimo metlo, spravljamo postelje in razložimo pidžame. Kdo še spi tukaj? Jaz. Ti? Kako pa je po noči spati v takem šotoru? Meni je toplo in zelo se premikam. Pač tudi ful je udobno. Udobno, super, ja, kar imaš kaj spodaj še pod tvojo spalno vrečo? Neko blazino, tako. Tako da je zares mehko, ali? Pa vas je takole strah, kaj po noči morda? Tukaj se nahajamo sredi gozda, so morda kakšni čudni zvoki, kdaj tule naokrog, kakšne živali morda tudi slišite? Ne, ker jaz celo noč spim, da če ne moram več slišati. Se pravi, te tudi volka ne bi bilo strah. Jaz tudi nič ne slišim. Jaz tudi nič. Saj nismo ravno na sredi gozda. Pa recimo, če bi slišali kakšnega volka tule v šotoru, kaj bi naredili? Šli bi po učitelja, pa rekli, ja, mislili smo volka, ne moramo zaspati in lahko pomagate. Gozd je blizu. Kaj vam nekako pomeni to, da lahko spite takole na prostem, če temu rečemo, takole v šotoru? Ni veliko otrok, ki bi imeli tako izkušnjo. Mene je to največja sreča, ker pač, ko sem doma, je že tako težko mi je zdržati, pa vedno hočem ven. In mam je rekla, da to pa moram jaz nujno iti.
Kdaj pa vas inštruktorji zjutraj zbudijo? Ob 7. Lahko še zaspimo do pol 8, ob 8 gremo na zajtrk, pa moramo pospraviti šotore. Aha, se pravi, lahko še malo potegnete, kar je po napornem dnevu verjetno kar dobro, kaj ne? Ja, In ti velikokrat pospiš malo dlje, izkoristiš tiste pol ure, ki jo imate. ne, Zakaj pa ne? sploh ne. Ker nisem tako utrujen, se raje pripravljam za zajtrk, pa zato, ker bomo danes počeli. Dobro, videli smo prvi šotor, sprehodimo se še. Fantje, spite tukaj. Ta šotor je zadrga potegnjena do tal. Zakaj? Kaj me pričakuje noter? Ni tako lepo pospravljen ali zakaj ste ga zaprli? Zato smo ga zaprli, da not ne grejo kobilice. Aha, torej se malo čuvate tudi pred živalmi. No pa poglejmo, kako ste uredili, fantje. Če tukaj primeš, pa bova potem. Ne, kar samo tole. Tole. Aha, vidim, da tudi fantje kar lepo skrbite za šotor. Povejte, kako vi poskrbite za to, da je lep. Najprej smo pometali tla, pa dali, se takoj preoblečemo iz oblek, ker smo bili v gozdu, in pol se od zunaj igramo še kakšne igre, se lovimo in pol gremo spat. No super, zdaj videli smo 2 šotora, ostali so odprti, tako da lahko povem, da so lepo pospravljeni. Naslednja stvar, ki pa me zanima, je vaša kuhinja. Danes kuhate prav posebno jed, kaj ne? Ja, Kaj kuha Laris? pasem. In kako ste vi kaj do zdaj pomagali? Prej sem videl, ko sem prišel sem, ste bili vsi zbrani okrog kotla, ste mu dajali navodila, kako se pripravi pasulj. Učite vi Laris ali kako? Ja. No ne, on nas. On nas uči. In kaj ste počeli tam okrog kotla? Tam smo se zbrali, da nas preštejejo, če smo vsi prišli v zbor. In kako izgleda potem torej ta zbor, glede na to, da je to tabor preživetja v naravi, morda malo po vojaško ali je bolj sproščeno? Kako je to? Bolj tako sproščeno. In povedaško. Ja? Tudi kar nekaj po vojaško, moramo iti v 2 vrsti, pa so tudi ukazi, naprimer pokri, ravnaj se v desno, pa take stvari. Se pravi, mora biti za red poskrbljeno, ampak to verjetno ni kakega problema, a ne? Ja. Dobro, evo, tako jaz mislim, da smo zdaj posneli. Hvala vam, res ste bili super sogovorniki. Skratka, zdaj pa tako, tale naša oddajica bo na sporedu to soboto, se pravi 16. julija ob 8. uri. Prižgite radio, prvi program Radia Slovenija, naštimajte postajo in potem po poročilih krenemo mi s tole našo oddajico in pogovorom. Ok?